Pozdravljeni! V današnjem videu vam bomo predstavili proceduro Case Summaries. Izbrano proceduro uporabljamo za izpis vrednosti izbranih spremenljivk za izbrane enote ali za izračun statističnih karakteristik po skupinah enot. V orodni vrstici na vrhu kateregakoli okna izberemo Analyze, Reports, Case Summaries. Spremenljivke, za katere zahtevamo izpis, prenesemo v polje Variables. Pri tem določimo vrstni red spremenljivk pri izpisu. Za naš primer uporabimo spremenljivki B25a in B33. Vkolikor želimo izpis po podskupinah enot, v polje Grouping Variables prenesemo spremenljivko oziroma spremenljivke, katerih vrednosti določajo podskupine. Če določimo več spremenljivk, naredi skupine glede na vse možne kombinacije vrednosti izbranih spremenljivk. Nato določimo, za koliko enot želimo izpise. Če pustimo prazen kvadratek brez kljukice, bodo narejeni izpisi za vse enote. Za naš primer obkljukamo izbiro Limit Cases to First in vpišemo 10. Tako bo prikazalo vrednosti samo za prvih 10 enot. Z označitvijo kvadratka Show Only Valid Cases nam bo izpisal samo veljavne vrednosti. Brez tega bi nam izpisal tudi neveljavne vrednosti. Z označitvijo Show Case Number prikažemo tudi zapis zaporedne številke enote na izpisu. S klikom na gumb Statistics lahko določamo, katere statistike naj se izračunajo za izpisane enote. Običajno izpišemo samo število enot. Kliknemo na gumb Options, kjer lahko v dodatnem pogovornem oknu določamo obliko izpisa, torej zapis naslova ter način, kako naj izpišejo manjkajoče vrednosti. Izbiro potrdimo s klikom na OK ter tako izvedemo proceduro. Pri izpisu v oknu Statistic Viewer se nam najprej, če imamo v nastavitvah tako nastavljeno, izpiše programski stavek, nato pa izpis rezultatov, v tem primeru število enot in še tabela z vrednostmi posameznih enot in zahtevanih izračunov.